Pozdravljeni in dobrodošli v Ustvarjalnih minutah. Sem Marjeta in z vami bom ustvarjala drobne izdelke iz materialov, ki jih najdemo povsod doma. Za začetek bomo začeli ustvarjati ladico iz papirja. Se še spomnite, kako to gre? Tisti, ki že znate, skočite po papir, vsi ostali pa se mi pridružite pri izdelavi. Za začetek, najprej poglejmo, kaj dejansko potrebujemo za izdelavo. Potrebujemo papir. In večinoma uporabljam recikliran papir iz revij in raznih reklam, kajti ta papir dejansko lahko uporabimo vedno in povsod. Potrebujemo tudi škarje za obrez samega papirja, potrebujemo ravno tako tudi sam lepilo ali selotejp in pa potem tudi flomastre oziroma barve za samo poslikavo. No, pa najboljše, da se lotimo kar same izdelave, a ne? Tako, začnimo pri papirju. Treba ga je obrezati ob strani, zato da naredimo čisto linijo. Obrezali ga bomo. Nič se naj vas ne skrbi glede samega roba. Lahko je tudi malo zakrivljen, ni tukaj nobene težave. Prepognili ga bomo na pol in naredili linijo. Obrnemo ga proti sebi, tako da imamo proti sebi obrnjene obe stranice. To je zelo pomembno pri izdelavi same ladice. Tako, zatem pa na zgornjem robu poiščemo sredino. Tukaj prepognemo na polovico in izdelamo jadro. Pri samem robu si lahko pomagamo tudi z ravnilom, kajti pri trših papirjih je to veliko bolj priročno, kot pa uporaba samih prstov. Izdelamo tudi drugo stranico. Tako, malce si pomagamo. In takoj zatem pogledamo spodnja dva roba. Zavihamo jih navzgor, čisto do skrajne točke, kamor gre. Tako, obrnemo na drugo stran in ponovimo zadevo. Tako, sedaj imamo že neko določeno obliko, kaj ne? Zavihamo tudi stranske robove navznoter in jih poravnamo. Tako. Ponavadi pri tem delu uporabimo selotejp ali lepilo, sama bom zdajle izdelala brez tega. Tukaj zavihamo ravno tako, ponovimo postopek še na drugi strani. Uporabimo ravnilo za poravnavo. Tako, sedaj smo dobili čepici podobno zadevo. Obrnemo jo proti sebi in jo raztegnemo, tako da dobimo romb. Pri tem rombu vzamemo prvo stranico in jo prepognemo navzgor. Pri tem si spet lahko pomagamo z ravnilom, kajti pri tršem papirju je to veliko bolj praktično. Obrnemo na drugo stran, ponovimo postopek. Dobili smo trikotnik, ki ga obrnemo spet kontra in ga odpremo proti sebi. Tako, sedaj smo dobili spet ponoven romb in ko ta romb razpremo, se nam je pokazala ladica. Vkolikor je želimo še dodatno polepšati, jo raztegnemo in jo lahko postavimo. Ladice lahko ravno tako tudi okrasimo. Lahko jih pobarvamo čez oceanko, lahko izdelamo ravno tako tudi gusarsko ladjo, lahko pa jih izdelamo kar celo floto. Lahko jih potem spuščamo po ribniku in mogoče se bomo tam tudi srečali. Le kdo bo zmagal? Lep dan še naprej in nasvidenje!